Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o pomembnosti virtualnih valut pri odpravi globalne revščine. Zakaj so tako imenovane virtualne ali digitalne ali elektronske valute tako zelo pomembne? In ne govorim samo o kriptovalutah, kot je Bitcoin, ampak tudi o drugih alternativnih virtualnih valutah, ki niso osnovane na blockchain tehnologiji. Med njimi je tudi recimo valuta Sport, ki jo jaz osebno promoviram v Sloveniji. Vse te valute so pomembne zato, ker dajejo posameznikom moč in alternativno plačilno sredstvo za to, da lahko izvajamo medsebojne ekonomske aktivnosti. Marsikdo se recimo sprašuje, zakaj ne bi kar naprej še uporabljali nacionalnih fiat valut, kot so recimo pri nas evro. Razlog je v tem, ker vse te valute se izdajajo v obtok preko centralnih bank, preko naše slovenske centralne banke, ki je pa tudi del Evropske centralne banke, in vse te banke, ta centralni bančni sistem je nekako rezultat načrtovanja določenih bogatih vplivnih družin, ki že skozi stoletja načrtujejo prevzem oblasti nad celim svetom. In bilo je že kar nekaj poizkusov, da bi se ta njihov načrt zaplembe celotnega sveta onesposobil. Eden izmed zelo znanih poizkusov je recimo predsednik Kennedy, ki so ga potem umorili. To so poizkusi, ko se od zgoraj navzdol poskuša spremeniti sistem, ampak zadeva je taka, da te bogate vplivne bančne družine imajo na voljo ogromno količine sredstev, bogastva, ki ga lahko kadarkoli aktivirajo, da zatrejo in odstranijo posameznike, ki ogrožajo njihove načrte. In v zadnjih desetletjih se je strategija spremenila z razvojem BRICS unije, torej gospodarske unije Rusije, Kitajske, Afrike in še nekaterih drugih držav, se je vzpostavila nova gospodarska velesila kot protiutež ameriški ekonomiji, in družine, ki so v ozadju te BRICS unije, ki imajo poštene interese, ki želijo prekiniti vse vojne na tem svetu, kajti vse vojne, ki so do zdaj bile, so bile vojne zaradi ekonomskih interesov, zato da so se določene države ekonomsko zasužnile. Sedaj se uporablja druga strategija, ko so pripravljena ogromna denarna sredstva, da se bodo sprostila v globalni obtok preko manjših organizacij in posameznikov na tem svetu. Gre tukaj za pristop od spodaj navzgor. In dejstvo, da 2/3 svetovnega prebivalstva še ni del svetovne ekonomije, zato ker nimajo dostopa do banke. Je pa nekaj zanimivo, da te ljudje, kljub temu, da so revni, da živijo revno življenje, skoraj vsi pa imajo zmogljive pametne telefone, kajti v njihovih državah se jih da dobiti že za nekaj 10 evrov proti vrednosti.
Mobilni telefoni so sedaj tisto sredstvo, ki omogočajo vključitev v globalno ekonomijo. Zato se pospešeno dela na razvoju mobilnega bančništva. Danes sem ravno slučajno odprl tudi račun preko banke, ki deluje samo preko mobilnega telefona, to je nemška banka N26. V samo 10 minutah sem uspel odpreti svoj mobilni bančni račun z IBAN številko. In podobno so tudi razne aplikacije za virtualne valute, kjer lahko samo preko uporabe mobilnega telefona že izvedeš transakcijo kateremu koli prejemniku. Virtualne valute torej omogočajo odpravo monopola bogatih, škodoželjnih bančnih oligarhov in vračajo moč v roke posameznikom. Prihodnost je torej v uporabi alternativnih virtualnih valut, v ekonomiji, ki bo potekala preko mobilnih telefonov, in tudi vsak lahko že sedaj pristopi v to ekonomijo za uporabo sprt virtualne valute. Zato vas vabim, da si pogledate spletno stran spurt.si, odprete svoj račun in v Sloveniji bomo sedaj aktivno delali v letu 2017, da bo sprt ekonomija čim bolj zaživela, da bo čim več trgovcev sprejemalo sprt virtualno valuto kot eno izmed plačilnih sredstev in da bo čim več uporabnikov, da bodo lahko tudi potem uporabili ta svoj sprt denar za nakup raznih storitev in izdelkov. Hvala za posluh in nasvidenje.